Pozdravljeni iz studia 136, to so Vesti na vesti. V naslednjih dneh bo pripravljen formalni protokol, ki bo urejal način izmenjave informacij med protikorupcijsko komisijo, Ministrstvom za notranje zadeve in kriminalistično policijo. Tudi sam bi se rad pridružil zadovoljstvu v današnjem sestanku. Pravzaprav moram povedati, da smo v današnjem sestanku dosegli več, kot pa smo v preteklih 4 letih, kar se tiče sodelovanja med komisijo in Ministrstvom za notranje zadeve. Že z preprostega razloga, ker se mi v preteklih 4 letih ni uspelo niti enkrat srečati z bivšim ministrom za notranje zadeve. Poleg tega, da smo dorekli načine in oblike naslednjega sodelovanja, moram reči, da smo se dogovorili tudi za nekatere oblike, konkretne, kako bomo stvari izboljšali. Poleg tega, kar je povedala že gospa ministrica, bi rad omenil še to, da bomo soorganizirali največji evropski dogodek na področju boja zoper korupcijo v tem letu, in sicer bo to 9. konferenca organizacije EPAC, to so European Partners Against Corruption, ki bo novembra v Gorici. Poleg tega pa bomo na željo ministrstva pomagali pri vzpostavitvi in pri sprejemanju tako imenovanih načrtov integritete v ministrstvu, kar bo eden od naših prispevkov k temu, da bi ministrstvo še bolj kvalitetno in še bolj strokovno opravljalo svoje naloge. Hej, ploden dejt je bil tole, kaj praviš, Šiš? Zihar sta se dobila na kakšni romantični večer, ja, veš, da jih nihče ne preganja iz poslovnih prostorov, da se zmenita stvari. Se, če pomisliš dobro, bi bilo to super, ne? Drugi najbolj slaven slovenski par bi tole bili, takoj po Janši pa Bečovnikoj. To bi bilo hudo. Protikorupcijska pa policija. Sam še Zalar jim je priča, pa Slovenci lahko takoj naredimo kakšno zanimivo, realistično kriminalko. Uspešnica, evo ga. Na vesti jo bomo pa posneli. Je bilo hudo. To ja, jaz za. Dajmo hitro napisati, se prijaviti na kakšen razpis od Ministrstva za kulturo, sinopsis. Daj zabelež. Odstopljeni državni sekretar na Ministrstvu za zdravje in podpredsednik stranke LDS Slavko Ziherl pa je predsedniku vlade Borutu Pahorju poslal odprto pismo. Odprto. Objavil ga je v dnevniku Delo, tako odprto, in v njem med drugim zapisal, da želi Pahorja zgolj dobronamerno opozoriti na aktualno politično dogajanje, ker ga ta naj ne bi videl v pravi luči. Izrazil je bojazen, da Pahor svojo politiko utira pot Janezu Janši za ponoven prevzem oblasti in predsednika vlade opozoril, da je dobil mandat za upravljanje države in ne za samovšečno politiko, ki jo sam imenuje združevalna. Daj še malo dvigan, kar je nekaj baje tudi Kresalova pokomentirala. Slavkovo pismo, ostro pismo, pa je komentirala tudi predsednica LDS Katarina Kresal. Dr. Ziherl je predstavil svoje lastno razmišljanje, ne stališče ali mnenje organov LDS. Stališče, ki jih je predstavil v tem pismu, niso dosti različna od tega, kar je povedal kot utemeljitev pri svojem odstopu z mesta državnega sekretarja, torej pravzaprav nič novega. Ne verjamem, da bo to imelo kakšen vpliv na koalicijo. O varčevanju v javnem sektorju. Komentar dneva Branimir Štrukelj. 136 kramarjev oziroma milijonov evrov, kolikor jih želi država privarčevati na plačah javnih uslužbencev, ne bo reševalo delovnih mest v naši državi. Vprašanje, ki ga novinarji v zadnjih tednih najpogosteje zastavljajo predstavnikom zaposlenih v javnem sektorju, je: kako lahko vztrajate pri usklajevanju plač, kot je bilo sklenjeno v kolektivnih pogodbah, če pa vidite, da je vsak dan več ljudi na cesti? Presenetljivo nereflektirano vprašanje je treba komentirati. Sedanje odpuščanje delavcev nima nobene povezave s plačami v javnem sektorju. Delodajalci odpuščajo delavce, ker ni povpraševanja po njihovih izdelkih, zaradi slabega vodenja in pohlepa, ki je izčrpaval podjetja. Elan je lep primer slednjega. Povezovati sedanje odpuščanje z voljo javnih uslužbencev, da se čez 7 mesecev ne bodo odpovedali pridobljenim pravicam in bodo vztrajali pri septembrski uskladitvi, je absurdno. Nasprotno, zmanjševanje kupne moči srednjega sloja z zamrznitvijo plač bo zagotovo vplivalo na večje odpuščanje, ker se bo domače povpraševanje še bolj znižalo. Velik del sredstev za prihodnjo uskladitev plač so zbrali javni uslužbenci sami z odpovedovanjem delu eskalacije v preteklih letih. To so sredstva, ki so last javnih uslužbencev in niso več javna sredstva. In vprašanje,
Zakaj je samoumevno, da se javni uslužbenci odpovejo pridobljeni pravici, hkrati pa je heretično pozvati lastnike kapitala, da se odpovejo delu dobičkov, ki so jih skovali v preteklih letih gospodarske rasti in jih prispevajo v proračun za reševanje delovnih mest? Vlada bi imela pri zaposlenih v javnem sektorju mnogo več uspeha, če bi jih naravnost pozvala, da naj od svojih plač solidarnostno prispevajo del sredstev za preživetje delavcev, ki bodo ostali brezposelni, in k temu naj pozove tudi lastnike kapitala. Če želi biti verodostojna, pa naj denar, ki je namenjen nakupu vojaške opreme in orožja, takoj preusmeri v socialne programe. Novinar Igor Kršinar v članku za tednik Reporter ugiba, da naj bi minister za zdravje Borut Miklavčič konec 80-ih let sodeloval s službo državne varnosti. Vprašali smo ga, ali lahko te govorice tudi potrdi. To nisem prebral v Reporterju, ne vem, vi ste prvi, ki ste mi to povedali, o tem nič ne vem. V 80-ih letih sem bil prav tako na področju zdravstva, kot sem danes. Ne vem, kaj mislijo. Hvala za informacijo. Ne vemo, lahko da je, lahko da ni, lahko da se še spomni, da je. Kriminalisti so v nedeljo zoper 43-letno odvetnico in stečajno upraviteljico iz Ljubljane, njenega 31-letnega sodelavca in njegovo 34-letno sestro sestavili kazensko ovadbo. Po poročanju nekaterih medijev naj bi šlo za stečajno upraviteljico Suzano Galero Bežni, ki ji v kazenski ovadbi očitajo jemanje podkupnine, izsiljevanje ter ponareditev ali uničenje poslovne listine. To, če si na poziciji, daj še kaj, daj mi još, daj 20 000. Pa ti to naredim, daj mi 10 000, neobdavčenega denarja. Kaj pa pravijo? Konec januarja 2009 je nekdanji direktor gospodarske družbe z območja policijske uprave Koper kriminalistom naznanil, da 43-letna stečajna upraviteljica iz Ljubljane in njen sodelavc od njega zahtevata podkupnino v znesku 20 000 evrov. V zameno za 20 000 evrov sta mu ponujala prirejeno začetno potvoritveno bilanco družbe v stečaju, katere direktor pred stečajem je bil ta prijavitelj. V zameno za podkupnino bi posledično prišlo do tega, da ta sredstva ne bi bila del stečajne mase. Slovenija, 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 kulturac. Kurenti so začeli svoj pohod in prišli so tudi v Ljubljano pregnat zimo. A misliš, da so samo zimo prišli pregnat, če so šli pred parlament? Ker obiskali so državnega sekretarja, ne, tega, kva je že, predsednika državnega zbora, Pavla Gantarja. Ja, dajmo pogledati, kaj je rekel. Ta znameniti običaj, pustni, karnevalski običaj je po mojem mnenju nek simbol primarne narave, dejstva, da živimo s to naravo, da opazujemo njene letne čase, kako se giblja, spreminja in seveda, kako se spreminjamo tudi mi. In takšen karneval, takšno slavje, ki ga ima Ptuj, pa še marsikje po Sloveniji, ampak seveda predvsem v mestni občini Ptuj, je seveda za nas zelo pomemben. Potem, ko so novo ploščo Full Circle že predstavili v Franciji in Veliki Britaniji, so se prenovljeni in razširjeni Terafolk odločili za veliko slovensko turnejo. Ta se bo uradno pričela z jutrišnjim koncertom v Izoli. Sinoči pa so imeli posebno generalko kar v Celici, kjer je zapela tudi njihova posebna gostja, superpevka Una Palliser. But I said to you, my roots still resist the storm. Born with cuffs on my hands, will I find someone to warm, still resist in the storm?
O pregledni razstavi Kostja Gatnika so v Narodni galeriji predstavili še monografijo tega vsestranskega likovnega ustvarjalca z naslovom Kostja Gatnik, kaj sem videl 1968 do 2008. Umetnik nam je povedal, kaj lahko v tej knjigi najdemo. Izbor mojih grehov likovnih v tem obdobju. Se pravi, strip ilustracije, skice, stare kuverte. A vendarle izbor, ne. Razen, zelo gosto. In greš! Še vreme! Še 2 stopinji več, pa gre moja majica preč! To so bile Vesti na vesti. Iz studia 136 vas pozdravljava Jan Šiško in jaz.